smem. Gotovo ne moramo mimo tega, kar se v koaliciji dogaja. Dan po napovedi, da bo zagotovo kandidiral tudi Zoran Janković za vodenje vladajoče stranke, se bolj kot ne v koaliciji v parlamentu razčistila slika, da nekega tretjega scenarija v primeru njegove zmage ni, da grejo pač bodisi stran, koalicijski partnerji, bodisi čakajo na odstop Alenke Bratušek. Kako vi vidite to stvar? Prejšnji teden je bila oziroma 10 dni nazaj sprožena razprava o zaupnici v parlamentu in na kongresu, zdaj se pravzaprav kongres kaže kot edino relevantno dejstvo. Mogoče na to. Mogoče lahko tudi v kontekstu tega, tudi gospod Janša ste nekako šli iz vlade zaradi istih problemov, zaradi nepojasnenega izvora premoženja, zdaj pa enem letu ponovno nekdo želi vstopati. Naše stališče je sledeče. 8. januarja lansko leto, kot ste začela dala tudi to iztočnico, je bil datum, ko bi se morale te stvari razčistiti. Zato mislimo, da to, kar počno sedaj v Pozitivni Sloveniji, počno teh 15 mesecev prepozno. In ta situacija se bi že lansko leto morala razčistiti. Koalicijski partnerji, ki so vstopili v tisto drugo koalicijo, potem so to ves čas kot nek pogoj postavljali. Mislim, da je za očiščenje slovenskega političnega prostora oziroma za to, da se vzpostavljajo pogoji za normalno delo, nujno to, kar se sedaj dogaja, da se v Pozitivni Sloveniji ve, kdo je predsednik stranke in da se na tej osnovi tudi potem v koaliciji dogovorijo. Lansko leto je bilo ves čas veliko govora o tem, da je to izključujoč pogoj za nadaljnje sodelovanje. Preseneča precej mehkejši jezik, ki je bil včeraj, mogoče se do danes retorika malce zaostrila. Res bi rad videl, da bi 25. aprila bila zadeva, kar se tega razčisti. Vkolikor ne pride do tega, oziroma kakršenkoli bo rezultat, vkolikor ostaja ta koalicija pod vodenjem Alenke Bratušek in da zmaga na kongresu, predpostavljam, da bo koalicija ostala, da bo trdna. V nasprotnem primeru pa mislim, da je logično, da potem tudi predsednica vlade ugotovi, da je nastopil čas za predčasne volitve in da se gre na predčasne volitve in da se na novo izvoli parlament in da se v parlamentu poišče koalicijo, ki bo sposobna pripraviti reformne programe in se tudi v jasni koalicijski pogodbi zavezati, kaj bo naredila za izhod Slovenije iz te krize. Ja, koalicija, ampak imeli bi dva predsednika, ki imata enak sum korupcije, po vsej verjetnosti težko bi verjetno ali en ali drug sestavila vlado. Kaj dan po volitve? Oziroma, če smem dodati, gospod Han je to nekako tako opisal, uspeli smo se rešiti trojke, dvojke se nikakor ne moremo. Ali najprej on odgovarja, potem jaz, ali kako bo? Ok, še da to odgovorim. Kar se tiče te situacije za Slovensko ljudsko stranko, ni nič drugače, kot je bilo zopet 8. januarja lansko leto. Mislim, da prvo je nujno sestaviti programsko koalicijo različnih strank. Ocenjujem, da nastopa v Sloveniji tudi čas, ko bo največ potrebno podobno kot v Avstriji in Nemčiji videti preko polovice tega političnega pola, ki je v Sloveniji tako razdeljen. Zagotovo je Slovenska demokratska stranka, stranka s programom, ki je tako Slovenski ljudski stranki kot Novi Sloveniji zelo blizu. Mi smo že v lanskem letu jasno tudi nagovorili predsednika takratne vlade, gospoda Janšo, naj predlaga drugega kandidata iz svoje stranke za vodenje vlade. To očitno takrat ni bilo sprejemljivo. Od tistega 8. januarja lansko leto se je spremenilo mogoče samo še to, da so bile zadeve tudi na sodiščih sprocesirane. Sam upam, da bodo te zadeve čim prej razčiščene, da se ve, kje smo. Gospod Janša je zelo sposoben politik, zagotovo sposoben voditi slovensko vlado bolj kot marsikdo v slovenskem političnem prostoru, vendar pa še enkrat več ocenjujem, da to breme, ki je sedaj skozi tako sodbo sodišča KPK-ja preveliko. Primer, ki je preveliko, da bi lahko bil predsednik vlade, ki bi povezal slovensko politiko, povezal in pa tudi v slovenski družbi naredil kakšno večjo kohezivnost. Jaz mislim, da rabimo
takšnega predsednika vlade, ki bo znal slovenski narod in pa politiko povezati, ne razdeliti. Kar se tiče te politične odgovornosti, je primer nemškega predsednika zelo jasen. Nekaj 100 evrov se je govorilo takrat o sumih koruptivnih dejanj in gospod Wolf ni več predsednik Nemčije, na sodišču je imel celo pozitivno za njega rešen primer. Tako da, kar se tega tiče v Slovenski ljudski stranki, stališče ne spremenjeno. Če smo še to, vas kaj preseneča odločitev Zorana Jankovića, ali ste jo pričakovali? Glede na to, da ima zdaj v šahu celotno politični prostor. Ja, glede na njegovo preteklost, lahko rečem, da me dnevne točke zadeva ni presenetila, kajti nekateri, ki poznajo razmere, ki so bile v Mercatorju, govorijo, da je bilo podobno, da je nekdo s pomočjo političnih botrov prišel do tistega mesta, ko je postal pa prvi, je pa praktično, kot rečemo v žargonu, se na nek način tem botrov strgal iz kepa. In podobno je v politiki.